Jesen prinese daljše noči, nižje temperature in višje stroške ogrevanja. Ste kaj razmišljali, da bi jih znižali? Bi menjali okna, kurilno napravo, se odločate za celovito prenovo hiše ali celo razmišljate o lastni sončni elektrarni? Naložba v večjo energetsko učinkovitost doma je pametna, ni pa zastonj. Ampak na Ekoskladu vam lahko pri tem konkretno pomagajo s krediti in nepovratnimi finančnimi spodbudami. Gospod Čolinc, gradim ali pa obnavljam hišo. Odločili smo se zamenjati peč ali pa fasado ali pa okna. A se Slovenci dovolj zavedamo, da nam Ekosklad lahko tukaj finančno pomaga? Ja, Slovenci se zavedamo. Najmanj, kar je, lahko rečemo, da se približno 15.000 Slovencev na letnem nivoju zaveda, plus nekaj tisoč tistih v večstanovanjskih stavbah. Ekosklad seveda lahko pomaga pri financiranju investicije, pri nas se lahko dobi subvencija za določene ukrepe, pa tudi ugodni kredit, da se lahko finančna konstrukcija zaključi. In kakšne so vaše izkušnje, koliko takih vlog je uspešno rešenih? Ja, mi na letnem nivoju za ukrepe v enostanovanjskih in v dvostanovanjskih stavbah dobimo tako z leti malo to niha, med 10 in 15 tisoč vlog. Letos bo tega verjetno še nekaj več do konca leta, zato ker smo subvencije za kotle na biomaso in za toplotne črpalke vzdignili glede na lansko leto oziroma na prejšnja leta. Zdaj, približno 90% teh vlog je rešenih pozitivno, 10 je pač zavrnjenih oziroma zavrženih zaradi različnih razlogov. Nekaj je tega, da so vgradili preslabo opremo, nekaj jih sploh investicije ni izvedlo, nekaj občanov nima gradbenega dovoljenja za objekt, kjer investicijo izvajajo. V glavnem so te razlogi, pa potem še posamezni različni drugi. Torej, če se odločim menjati ogrevanje in kupujem toplotno črpalko, se splača vzeti nekoliko kvalitetnejše in priti k vam po nekaj finančne pomoči? Ja, seveda, pri toplotnih črpalkah pogoj pri nas je ta, da ima hiša, kjer se investicija izvaja, gradbeno dovoljenje in da je toplotna črpalka dovolj kvalitetna, da ustreza našim razpisnim pogojem. Na domači strani imamo objavljene tudi sezname, katere toplotne črpalke ustrezajo. Seveda pa, če ni na seznamu, ni rečeno, da ne ustreza. Če je nekaj novega na trgu, še ni na seznamu. Gospod Čolinc, a ste tudi vi izkoristili kakšno izmed ugodnosti, ki jih ponuja Ekosklad? Ja, tudi jaz sem izkoristil. Jaz sem dobil eno hišo v 3. gradbeni fazi od očeta staro mnogo let in smo se v letošnjem letu, oziroma lanskem smo se odločili, v letošnjem pa izvajamo, tako da sem dobil subvencijo, nisem je še dobil, ampak jo bom dobil za fasado, za izolacijo podstrehe in pa za sistem prezračevanja. Stare hiše s starimi okni so pač narejene tako, da se, bom rekel, tudi pri zaprtih oknih malo zračijo. Ko pa ta okna zamenjamo za nova, visoko energetsko učinkovita, pravilno vgrajena, pa ta okna tako rekoč tesnijo in ob menjavi oken zdaj seveda lahko to prezračujemo z odpiranjem oken redno 3-krat ali pa 5-krat na dan, kar pa zahteva kar velik angažma. Bolj učinkovito pa je, da se vgradi sisteme za prezračevanje, ki to avtomatsko delajo. Sistemi so lahko centralni ali lokalni, za obstoječe zgradbe so primerni tudi lokalni in tudi nekateri lokalni sistemi, to je to, kar je samo pod oknom, taka majhna naprava, tudi te lokalni izpolnjujejo pogoje, da lahko dobijo subvencijo Ekosklada. Gospa Kafeder, takole, recimo, da sem se doma odločil zamenjati fasado, da bom kupil toplotno črpalko, da bom kupil nova okna in bi seveda rad, da mi Ekosklad pri tem nekaj doda, da mi finančno pomaga. Kako se moram tega lotiti? Odlično vprašanje. Najprej bi vas usmerila k našemu energetskemu svetovalcu. Energetski svetovalci so organizirani v mreži En svet, ki jo vodi Ekosklad. Glede na to, da ste se lotili celovite obnove, to zelo toplo priporočam. To se lahko naročite v vam najbližji svetovalni pisarni, ki jo imamo odprto po celi Sloveniji, več kot 53 lokacij. Kontakt lahko najdete na www.ensvet.si, kjer dobite telefonsko številko in se naročite na termin svetovanja. Zraven bi vam svetovala, da se na svetovanje pripravite, prinesete predračune, fotografije, različne projektne dokumentacije, skice in tako naprej, da vam svetovalec dobi čim večjo in boljšo sliko o vaši posamezni individualni situaciji. Kasneje
pa prosim, da oddate vlogo pred začetkom del. Potem prideva pa do vloge, ne? In nihče ne mara papirologije, administracije, pisanja ne vem kakšnih dolgih vlog. Kako je s tem pri vas? Res je, veliko ljudi se dejansko ustraši, se naša vloga tudi zgleda majčken večji zalogaj, vendar je dejansko res enostavna. Za vaš primer izpolnite samo vaše osebne podatke, lokacije, kjer ta investicija bo, in odkljukate določene ukrepe oziroma namene investicije, kot sva rekla, fasada, toplotna črpalka in okna, ter se podpišete. Zraven predložite predračune, o katerih sta dejansko s svetovalcem že debatirala, fotografije, da vidimo, kakšna je vaša hiša sedaj, in pa gradbeno dovoljenje, ker želimo, da je hiša skladna z zakonodajo. Zdaj pa še nekaj. Ljudje smo vajeni, da kadarkoli prosimo za denar, za kakšno subvencijo, da so tam veseli, ko nas lahko odpravijo. Kako pa je s tem pri vas? Mi smo pa veseli, da vi od nas dejansko dobite denar in da investicijo dobro naredite in da ste zadovoljni hkrati z izvajalci kot z nami. Mi se bomo potrudili, da dejansko vsakršnokoli situacijo, ki jo imate, tudi če je mogoče na začetku zgleda malce zagonetna, rešimo skupaj z vami.